Živijo družba, spet sem jaz. Danes je pa zelo poseben dan za Mehiko, in sicer je 30. april. Si mislim, da za vas nič kaj posebenega ne predstavlja, ampak tukaj pa, saj veste, to je država praznovanj in tukaj se praznuje vse. Ampak danes je pa tudi v naši družini en poseben dan, ker je dan otroka. In ne vem, če se v Sloveniji praznuje. Jaz v svojem otroštvu se ne spomnim, da bi bil kakšen tak dan. Edino, kar je imel kakšno praznovanje v zvezi z otroci, ko sem bila jaz tam, je bil dan pionirjev, se mi zdi, dan sprejema v pionirsko organizacijo, in celo jaz sem jih sprejemala kot majhen otrok. In ja, praznik je bil zato, ker smo tortico dobili, pa sendviček, pa sokac, pa pač slovesno smo prisegali, pa tako naprej. Da bi bil pa dan, kakšen dan otrokom namenjen, se pa res ne spomnim. Zdaj bi vas prosila, tiste, ki pač gledate ta video, če se to zdaj praznuje, če mi lepo prosim lahko spodaj komentirate. No, tukaj je kar zelo pomembna zadeva in meni se zdi čisto prav, zaradi tega, ker pač čisto vsi družinski člani smo pomembni in tukaj se praznuje dan materinski dan, dan očeta, dan otroka, pa tudi dan dedkov in babice. In res se mi zdi prav, in to zdaj ne pomeni nujno, da je to pa zdaj pač neka gromozanska zabava za ne vem koliko tisoč evrov, ne, ampak pač dan je posvečen misli na to osebo. Saj vem, vsak dan se je treba misliti na otroke in saj tudi vsak dan mislimo na Lizo, ampak danes je pa še poseben dan zanjo. No, ona je zdaj že kar majčkeno praznovala. Ona je v sredo, je v šoli imela ta prvi del praznovanja. In sicer so šli v en park, tak športni park, in so tovarišice tako organizirale zadevo, da so imele več postaj z večjimi dejavnostmi. Na eni so minigolf igrali, na eni so igrali nogomet z metlo, na eni so ta pravi nogomet igrali, na eni so bili pač na toboganu pa v peskovniku. Potem so imeli še, mislim, da še 2 ali pa 3 dodatne igre so imeli, skratka, celo praznovanje tistega dne je trajalo 4 ure. Potem dan zatem je bila pa aquafesta, se pravi vodna zabava v šoli. In sicer je šla Lisa čisto ob normalni uri v šolo in je tudi ob normalni uri šla iz šole. Potem so imeli pa tam razne igre tudi po šoli, med drugim so ena zadeva, ki se ji reče operacija, ki moraš pač ti za eno, mislim, da moraš s pinceto razne stvari premikati in ne smeš se določenih stvari dotakniti, in to je bila čisto navdušena na to igro. Potem so plesali tudi tukaj, vedno na vsaki zabavi dajo glasbo za plesati in otroci zelo radi plešajo. No, 1 uro je pa vsaka skupina šla tudi v bazen in je bila ona zelo zadovoljna, da je tudi šla, pa so imeli tam napihnjene razne živali, pa tudi muziko in pač tam so se igrali. No, to je bil en dan praznovanja. Midva pa jasno, da pa danes pa prav na dan otroka, no pa tudi midva ji morava pač svoj čas in prostor nameniti. No, in zdaj sem že, ona se trenutno zelo rada igra z enimi igračkami, ki se jim reče kasimeriti. In to so mehiške igračke, jih bom verjetno v kakšnem videu predstavila. Ampak ona ima zdaj strašno rada te igračke, tako da sva ji kupila 2 igrački pa ene dodatke zanje. Je dobila za darilo, pa lahko rekla sva ji, da se lahko izbere pač, da gremo v en lokal, kjer strežejo sladke zadeve. Take zadeve, tortice, banana split, palačinke, to tukaj ni glih najbolj običajno, no, da se najde lokal, ki te zadeve streže. Ali pa da gremo lahko nekam, ki pa samo sladoled strežejo, no, pa se je odločila za slaščičarno, tako da tudi mi smo Lizo doma praznovali. Zdaj tam, ko Diego dela, v osnovni šoli imajo tudi praznovanje za otroke, in sicer bojo tudi imeli vodno zabavo, pa razne aktivnosti bojo učitelji za otroke priredili. Za hrano so se pa tako odločili, da bo vsak pač nekaj hrane prinesel in da bojo pač en piknik organizirali, da bodo skupaj dali vso to hrano, pa da bo potem vsak lahko vzel, kar bo želel. Zdaj različne šole različne zadeve organizirajo. Jaz sem v eni delala, ker je enkrat tudi prišel čarovnik na obisk, enkrat so ene domače živalce prinesli pokazati, včasih jih tudi v gledališča odpeljajo. Skratka, veliko število kulturnih prireditev in raznih prireditev je ob dnevu otroka. Mislim pa, da je pa zadnjič, ko se otroci to praznujejo, je do 15. leta, potem je pa dan študentov. To pa nisem se še pozanimala točno, na kater datum pade, ker naša Lisa je še toliko majčkena, da to še lep čas se ne bo zgodil.
Meni je to praznovanje osebno mi je zelo všeč in moram reči, da je zelo fino pač vedeti, no, ali pa videti te nasmejane obrazke in se že, ne vem, to so tako v pričakovanju, že cel mesec april vedo, da je tudi to praznovanje na sporedu in se veselijo, ko se bliža in se sprašujejo, kaj bo, pa kakšno presenečenje bo in ne vem, je res lepo pač videti te majčkene otroke, pa malo manj majčkene otroke, kako se veselijo teh praznovanj. Zdaj, bistvo tega praznovanja je pa pač spomniti na pravice otrok in pač na vse potrebe, ki jih imajo, ne, ker na žalost in ne samo v Mehiki, po celem svetu je, ne vem, so otroki, določeni otroci so v zelo težkih situacijah. Eni so, ne vem, sirote, zapuščeni s strani staršev, eni pač morajo delati, eni so zlorabljeni, tako da je prav, da se tudi spomnimo, no, da imajo svoje pravice in da se jih zaščiti. Mislim, da je še preveč otrok trpi in je čisto prav, da je en dan namenjen otrokom. Jaz upam, da se vam je video zdel zanimiv. Lahko ga všečkate in seveda delite tudi s komerkoli mislite, da bi ga zanimal. Če se še niste naročili na kanal, se lahko brezplačno naročite nanj s klikom na kremšnito v zgornjem desnem kotu na koncu videa. Se vidimo, adijo!